Lep pozdrav, spoštovane in spoštovani gledalci v evropsko obarvano oddaji Aktualno. Mesec je naokoli in znova je v Štrasburu plenarno zasedanje Evropskega parlamenta in tudi tokrat naša neposredna zveza s Štrasburom. Na drugi strani v Štrasburu pa evropski poslanec, vodja slovenske delegacije v Evropski ljudski stranki, dr. Milan Zver. Lep pozdrav. Ja, lep pozdrav, Prekmurje. Pa vendar, gospod Zver, tokratno plenarno zasedanje ste začeli pod vtisom enega krutega dejanja, in sicer terorističnih napadov islamistov v Parizu, torej na redakcijo časopisa Charlie Hebdo in pa trgovine Košer, 12 mrtvih. A je to dalo poseben ton začetku plenarnega zasedanja? Ja, tako je. Praktično se je delo plenarnega zasedanja začelo pod vtisom tega tragičnega dogodka, ki je po drugi strani močno spet nekoliko združil Evropsko unijo. Že to, da so se pojavili na protestih praktično vsi evropski voditelji, je pomembno sporočilo vsem tistim, ki poskušajo z terorjem spremeniti družbeni red ali pa si pridobiti kakšne posebne ugodnosti, kot to počnejo običajno teroristi. Ta reakcija Evropske unije oziroma njenih voditeljev se mi zdi pomembna. Običajno je res tako, da imajo ti tragični dogodki prinesejo s sabo tudi kakšno pozitivno stvar. Znano je, da kadar so velike naravne nesreče ali pa vojne ali pa hudi teroristični napadi, da je takrat manj samomorov, recimo, ali pa kriminalnih dejanj te ali one vrste, da se ljudje tudi čustveno in vrednostno bolj poenotijo, se čutijo bolj pripadni skupnosti in to se je ravno ta efekt se je zgodil na tleh Evrope in jaz mislim, da je to pozitivno, ker moramo potegniti iz tega tragičnega dejanja. Cela Evropa je danes protestira proti terorizmu in se zavzema za svobodo misli, za svobodo izražanja in podobno. Tako da jaz mislim, da ti teroristični ukrepi ali napadi v Evropski uniji ne bodo obrodili sadov in prinesli neko korist za izvajalce. Ampak veste, kaj me moti? Moti me to, da zdaj ekstremizem gre proti ekstremizmu. Torej, en ekstremizem je doprinesel k pojavu drugega ekstremizma, anti-islamizma. Ja, to že, ampak je bilo večkrat poudarjeno zelo jasno in glasno, da mora Evropa ne z nasiljem, ampak odgovoriti z svojo držo. To je drža demokracije, tolerance, demokratičnosti, tako da nasilje ni odgovor na nasilje. To sporočilo je že dala norveška vlada svoj čas ob njihovi teroristični tragediji in Evropa ga je sedaj ponovila in jaz mislim, da je taka drža pravilna. Vi ste predlagali evropski zunanji ministrici med drugim tudi to, da naj bi uvedli nek enoten evropski priporni nalog. Ja, Evropa ima težave pri primerjavi z ZDA, seveda, ali pa Rusijo, ali s kakšno drugo večjo državo, pri soočenju s kriminalom ali pa s terorizmom ali s kakšnim drugim negativnim pojavom v družbi, predvsem zaradi tega, ker so države članice suverene na tem področju in sodelovanje temelji praktično na koordinaciji. Vsaka država lahko posreduje v drugi državi, recimo znotraj Evropske unije, le na podlagi pristanka te države. Torej, tukaj politika temelji na koordinaciji. Ampak danes je to prepočasi. Ti moraš proti terorizmu recimo reagirati hitro in Evropska unija bo morala oblikovati v prihodnosti neke organe, Interpol je premalo, to je gremi, kjer se usklajujejo ali koordinirajo stvari, kjer bodo organe, ki bodo imeli moč odločanja in ukrepanja. In preiskovalni nalog bi bil en prvi korak v tej smeri. Torej, Evropa potrebuje eno enotno, zvezno inštitucijo, ki bo hitro reagirala in bo hitro odzivna na vse te pojave. Pred dnevi je bila neka anketa, mislim, da na spletni strani Evropskega parlamenta o tem, ali ste za ali niste za gensko spremenjeno hrano. Jaz sem podpisal proti. To so mnenja različna. Če bi recimo takoj umaknili vso hrano, ki je proizvedena torej
na gensko spremenljiv način, bi v svetu zavladala velika lakota. Praktično ves riž v tretjih državah ali pa tudi druge kulture kmetijske so proizvedene na ta način in to bi bilo katastrofalno za prebivalstvo, zlasti za revni del sveta, ne? Po drugi strani pa si bomo lahko v Evropi, kjer je kakovost živil in pa tudi kmetijskih predelkov zelo visoka, lahko privoščili recimo tudi hrano, ki bo gensko neoporečna, ki ne bo vsebovala veliko fitofarmacevtskih snovi in tako naprej. Toda ta hrana bo precej dražja. Odločitev za to, da se države članice same odločijo za to, ali bodo proizvajali gensko sprejemljive hrano ali ne, se mi zdi pravilna. Zato, ker onemogoča, da razne multinacionalke, ki recimo proizvajajo in prodajajo tako hrano, poslej ne bodo več mogli tožiti države članice, če bodo zavrnile njihovo gensko sprejemljivo hrano. Zato gre in to se mi zdi pomemben korak naprej. Je pa res, če bomo šli v tej smeri, bo hrana postala precej dražja. Predsednik Evropske komisije Juncker zdaj že počasi, kako bi rekel, v zakonodajo vkaluplja svoj 315 milijard evrov vreden investicijski plan. Res je zelo hitro začel s pripravo pravnih okvirov za svoj investicijski načrt. Me je kar presenetil, decembra je obljubil, sedaj so že pripravljene nekatere podlage za izvedbo tega. To pomeni, da je resnično vzel ta svoj projekt kot eno od prioritet in to je dobro. Evropa dejansko potrebuje močno investicijsko injekcijo, ne samo z denarjem, ki ga prispevajo v državne proračune davkoplačevalci, ampak tudi z zasebnim kapitalom. Zasebni kapital se bo lahko vključeval oziroma se bo moral po tem planu vključevati v razne velike investicijske projekte. Evropska centralna banka bo dala garancijo za to in na ta način bo dodatno privabila zasebne investitorje v ta Junckerjev projekt, ki bo zagotovo povečal zaposljivost, zaposlenost v Evropi in pripeljal sem tudi mnoga nova delovna mesta. In jaz sem tega zelo vesel, tudi Slovenija bo lahko participirala pri tem. Mi imamo v mislih kar nekaj velikih projektov, ki so pisani na kožo Junckerjevemu načrtu. Ampak potem po drugi strani me pa čudi, da se ta Slovenija, zlasti kar se tiče nekaterih koalicijskih strank in tudi opozicijskih, pa z vsemi štirimi brani privatizacije. Ja, priča smo spet enemu ponovnemu protiprivatizacijskemu valu. Tisti, ki so proti privatizaciji, se dejansko zavzemajo za to, da politika še naprej ostane v gospodarstvu, da je politika oziroma del politike še vedno vodi gospodarske subjekte in seveda od tega imajo koristi. Ni nenavadno ali pa recimo značilno za tranzicijske države je, da so ravno socialisti proti privatizaciji, predvsem zaradi tega, ker imajo od sedanje situacije največ koristi. Slovenija je ena redkih držav nasploh, recimo v okviru OECD ali pa v Evropski uniji, ki ima kar 40% državne lastnine še v podjetjih in drugih sistemih. To je ogromna številka in to pomeni, da imamo na pol še vedno socialistično gospodarstvo. Zaradi tega smo tudi premalo konkurenčni. Naš bančni sistem je recimo tipičen primer tega, da je eden izmed najmanj konkurenčnih na svetu in seveda kot tak težko tudi servira gospodarstvo, ki nujno potrebuje svež kapital za odpiranje novih delovnih mest in za svojo dejavnost. Skratka, Slovenija bo morala spremeniti strukturo gospodarstva, začenši z lastnino. Državna lastnina, to je že stara resnica, ni učinkovita in je slaba. Dr. Milan Zver, zdaj pred kamero smo vas potegnili iz zagovorniškega odra in sicer ste nekaj besed namenili Evropski varuhinji človekovih pravic. Ste tudi morda omenili kršenje človekovih pravic v slovenskem pravosodju? Posredno ja. Celotno moje sporočilo je bilo namenjeno ravno temu, da v primeru, kadar gre za hujše kršitve človekovih pravic v državah članicah,
da Evropska unija nima mehanizma, s katerim bi reagirala. In Evropska varuhinja človekovih pravic to ni in to sem glasno jasno povedal. Ta inštitucija je predvsem namenjena za primere, ko gre za kršenje človekovih pravic in svoboščin strani evropskih inštitucij. Ampak že samo po sebi je jasno, da evropske inštitucije ne morejo drastično kršiti človekove pravice, še manj pa temeljnih človekovih pravic. To pa se lahko še vedno dogaja v nacionalnih okvirih, v državah članicah in ravno na to sem opozoril. Če hoče Evropska unija celovito pristopiti k zaščiti človekovih pravic in svoboščin, bo morala spremeniti pristojnosti tega urada, ombudsmanke. Sicer bomo evropski državljani še vedno prisiljeni hoditi po zaščito svojih pravic na neko drugo inštitucijo, v Strasbourg, na Evropsko sodišče za človekovih pravic, ki pa je organ Sveta Evrope, ne pa Evropske unije. No, prej bova rekla nasvidenje čez mesec dni, kaj vas še danes čaka? No, danes še bo glasovanje, ravno med drugim tudi o poročilu, ki ga pripravi naš kolega Wałęsa o ombudsmanki in pa poročila nekatere resolucije o svetu, o Nigeriji, o Turčiji in še o nekaterih drugih državah, kjer se običajno zadnji dan zasedanja Evropski parlament odzove tudi na aktualno situacijo v svetu in danes bomo glasovali tudi o tem. Hvala lepa, dr. Milan Zver, in sončen pozdrav iz Murske Sobote v Strasbourg. Vračam pozdrav nazaj. Hvala lepa še enkrat. Mi, spoštovani in spoštovane, pa znova v Evropsko barvne aktualno čez mesec dni. Srečno.